Tako je zaslon obrnen, kadar volanove vsebine gledate na YouTube. Tako je obrnen, kadar jih gledate na Instagramu. Tako je obrnen, kadar jih gledate recimo na Facebooku. In tako je obrnen, kadar jih gledate na TikToku. Je pa na spletni strani? Če gledate na spletni strani, je pa seveda obrnen tako. Edini če na telefonu. Ne, če gledaš na telefonu, je pa v bistvu po koncu. Kaj? To je delfin, ki surfa, če prevedem njegovo originalno ime Dolphin Surf. Nekaj časa je bil to celo najbolje prodajen avto na Kitajskem. Ni več rosno mlad, je pa čist nov pri nas in tole je v bistvu direkten napad na novega Twinga, na Leapmotor T03 ali pa Dongfeng Box in podobne. In ta testni že svojo barvo skrbi, da ga res nihče ne bo spregledal, ker ni toliko podoben delfinu, ampak bolj jeznemu sršenu. Oblika je kar specifična, tudi če ignoriram barvo, ker ga lahko izberete v kakšni bolj umirjeni. Se mi je zdel precej ozek, pa sem šel potem preveriti tehnične podatke in je v bistvu res širok, točno toliko kot Twingo, od katerega je pa 20 cm daljši, zato potem izgleda tako mal skup potegnjen po širini. Je pa v marsičem zelo kul ta avto. Ta vrtljiv zaslon sem pokazal, no v tej opremi Comfort, ki je v bistvu najbogatejša, pa za 300 € ravno preseže mejno vrednost, pod katero dobite celo največjo subvencijo v višini 7800 €, pa je v bistvu ne smem povedati, dobite v bistvu zelo veliko opreme. Za začetek dovolj prostora za sedenje spredaj in zadaj bodo celo odrasli dobro sedeli, predvsem pa otroci in to kljub temu, da avto v dolžino meri celo centimeter manj od 4 metrov. Tukaj spredaj moram pa pohvaliti materiale. Najbrž na posnetkih ne izgledajo nič posebnega, ampak so v bistvu v praksi zelo fini. Tudi prostornost in količino opreme dejansko hvalim. Fizičnih stikal ni veliko, imam pa recimo za nastavljanje glasnosti radia lepo tale vrtljiv gumb, tudi za prestavljanje naprej in nazaj imam v bistvu tako fizično stikalo. Zaslon je v bistvu dovolj dober. Pravzaprav me najbolj moti to, da nimam nastavljene temperature v številkah, ampak samo s temi modrimi, oranžnimi in rdečimi črticami. Nekaj podobnega ima tudi Rolls, pa se mi že tam zdi trapasto. In malo hecni se mi zdijo paketi opreme. Dolphin Surf je lahko izjemno poceni, če boste izbrali osnovno različico, pa odšteli subvencijo, ampak nekaj finih kosov opreme ponuja samo tale z najboljšo opremo. Recimo 360-stopinjsko kamero, pa LED luči namesto halogenskih, Android Auto, večjo baterijo, pa še eno pomembno stvar. Najbolj dobrodošla razlika, ki je na voljo samo pri takšni različici z najbogatejšo opremo, je močnejši elektromotor. Osnovna oprema ima že baterijo manjšo, srednja oprema enako veliko kot ta, torej 43,2 kWh, ampak obe prejšnji opremi imata šibkejši elektromotor s 65 kW moči, no tukaj ima pa elektromotor kar 115 kW moči. A res potrebujete tako zmogljiv avtomobil? V resnici ne, ampak verjetno pa vseeno ja. Ker se delfin pelje zelo dobro in kar malo navihano mu tako zmogljiv motor paše, potem ste tudi z lahkoto med hitrejšimi v prometu. Zapeljati je v resnici zelo fin, niti 1400 kg ne tehta, zato je v bistvu okreten in dinamičen, tukaj ga moram pohvaliti. Ampak je tako hiter v bistvu samo z najbogatejšo opremo. In tudi polnjenje lahko pohvalim, če že same porabe posebej ne bom, z največ 85 kW moči gre, celo pri 95% napolnjenosti, še vedno z okrog 30 kW. Zato je v kakšnih 25 minutah baterija spet napolnjena od 10 do 80%. Poraba pa na avtocesti okrog 17 kWh, v mestu in pri res majhnih hitrostih okrog 13 kWh, povprečno pa se realno ne boste vozili z manj kot 15 kWh na 100 prevoženih kilometrov, torej je doseg okrog 250 km, preden boste nervozno že iskali polnjenico. Ampak nič za to, je majhen mestni avtomobilček in ga boste večinoma vsak dan samo dopolnili in zato doseg pravzaprav ne bo nobena težava. V bistvu po 3600 prevoženih kilometrih je poraba točno 15,3 kWh. Tako da smo se na testu kar lepo obnašali in smo bili čisto v povprečju.